Zvezda se utrne, pravijo ljudje, ko vidijo utrinek na nebu. Toda, kaj so utrinki? Ali se res utrne zvezda, ali je v ozadju nekaj drugega? Seveda, velja tisto drugo. In glede na to, da se bliža čas utrinkov, si oglejmo, zakaj se sploh gre. Vsako noč, če smo le dovolj vztrajni, lahko na nebu opazimo utrinek. Večinoma so to posamezni utrinki, ki prihajajo iz poljubnih smeri. Ob določenih terminih pa so utrinki pogostejši in se zdi, kot da prihajajo iz ene točke na nebu. Osončje je polno prahu, majhnih delcev in dropirja, ki so večinoma ostanki iz obdobja formiranja Osončja pred 4,5 milijardami let. Ti drobci vesoljskega prahu, imenovani mikrometeoriti, stalno padajo na Zemljo, medtem ko lahko večje kose padajočega gradiva vidimo kot meteorje oziroma utrinke. Ob tem bomo danes spoznali nekaj izrazov. Meteorit, D kot Dravograd, je majhen delec z velikostjo od zrna peska do velikosti skale, ki je nastal kot okrušek v vesoljskem prostoru. Običajno imajo meteoridi velikost od 100 mikrometrov do 10 metrov v premeru. Asteroidi so vesoljski objekti, ki imajo premer večji od 10 metrov. Največ jih najdemo v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Manjše objekte od 100 mikrometrov imenujemo medplanetarni prah. Meteor ali utrinek je svetla sled, ki jo vidimo ob vstopu meteorida v Zemljino ozračje. Ognjena krogla je svetlejša kot običajni meteor. Mednarodna astronomska zveza je definirala ognjeno kroglo kot meteor, ki je svetlejši kot katerakoli zvezda. Bolit je vrsta ognjene krogle, ki je tako svetla, da se lahko vidi tudi podnevi. Ko meteorit pada skozi ozračje našega planeta, stisne zrak pred seboj. Ob tem nastane toliko toplote, da začne meteorit žareti in se hitro spremeni v vroč plin in prah. Največji meteori se imenujejo ognjene krogle. Včasih se ognjena krogla na poti skozi atmosfero razleti. Nekateri večji meteoridi pa lahko ob tem dosežejo tudi tla, še preden se razblinijo v prah. Kar ostane, se imenuje meteorit, T kot Trbovlje. Tudi na območje Slovenije je padlo kar nekaj meteoritov. To so meteoriti, ki so bili poimenovani po krajih najdbe. Avče, Jesenice, Javorje, Jezersko ter meteorit Novo mesto, ki je padel na naše ozemlje na območju Novega mesta februarja leta 2020. Te meteorite imajo shranjene v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Posameznim in naključnim utrinkom, ki jih vidimo na našem nebu, pravimo sporadični meteori. Včasih pa se zgodi, da smo priča meteorskemu roju oziroma meteorskemu dežju, kjer lahko vidimo tudi do 100 utrinkov ali več na uro ali na noč. Nastanek meteorskega roja pa se skriva v poteh raznih kometov, ki se gibljejo okrog Sonca. Na svoji poti komet pušča drobce prahu in kamnin, ki potujejo po tirnici kometa. Vsake toliko časa naš planet prečka takšno tirnico in takrat smo priča meteorskemu roju ali celo dežju, kjer lahko opazite 50 do 100 utrinkov na uro. Takšni utrinki pa navidezno izhajajo iz ene same točke na nebu, ki ji pravimo radiant. Meteorske roje običajno poimenujemo po imenih v zvezdi, v katerih je radiant, in skoraj vsak mesec smo priča kateremu izmed njih. V mesecu avgustu smo med 9. in 12. avgustom običajno priča utrinkov, ki so jih ljudje poimenovali solze svetega Lovrenca. To so Perzeidi, saj imajo radiant v ozvezdju Perzeja. Je relativno bogat meteorski roj, kjer običajno vidite do 30 utrinkov na uro. Včasih pa se zgodi, da se lahko priča tudi več kot 100 utrinkom v uri. Poleg Perzeidov so znani meteorski roji še Leonidi, Geminidi in Kvadrantidi, ki jih lahko opazujemo jeseni in pozimi. Zame najlepši meteorski roji so Geminidi, katere lahko opazujemo med 7. in 17. decembrom. Takrat lahko občudujemo čudovite modrozelene utrinke, ki počasi potujejo po nebu. Za konec pa še povabilo. Vkolikor želite izvedeti še več zanimivosti vesolja, ste vabljeni v naš planetarij v Podčetrtku.